večer, spoštovani gostje, drage obiskovalke in obiskovalci. Dobrodošli na današnjem prazničnem večeru, na osrednji škofjeloški prireditvi V poklon ženskam. Poseben pozdrav na začetku današnje slovesnosti, ki jo pripravljajo Škofjeloška občina, Območni javni sklad za kulturne dejavnosti, Zavod 973 in knjižnica Ivana Tavčarja, velja škofjeloškemu županu Tinetu Radinji in dvema posebnima damama. Osrednji govornici, profesorici doktorici Milici Antič-Gaber in osrednji gostji, zdravnici, primariki Tatjani Dolenc-Veličkovič. Obe nam bosta skozi svoje izkušnje spregovorili o delu žensk, o njihovi vlogi in ženstvenosti v različnih življenjskih obdobjih in okoljih. Pri dih prazničnosti pa nam bodo pričarali inštrumentalisti glasbene šole Škofja Loka, ki pravijo, da je najprej čas za tango. Za tango in klarinet, na katerega nam bo zaigrala Elizabeta Švab, ki že 8. leto svoje znanje nabira pri profesorici Liljani Poklukar-Herman, na klavirju pa jo bo spremljala Katarina Tominec.
Strastno smo začeli in tako bomo na predvečer 8. marca, Mednarodnega dneva žensk, ali kot pravijo podatki na spletu, v originalnem zapisu Dneva delovnih žena, tudi nadaljevali. Za prvo popotnico prazniku, ki je bil izborjen, ne podarjen in se praznuje v približno 100 državah sveta, prosimo raziskovalko in redno profesorico na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki strokovno deluje na področjih ženskih študij in feministične teorije, teorije žensk v politiki, pa tudi na področjih, ki proučujejo povezave spola z globalizacijo, nasiljem, telesom, migracijami in izobraževanjem. Je vztrajna zagovornica večje participacije žensk v politiki in pravic ranljivih skupin. Doktorica Milica Antić Gaber, prosim. Dober večer. Pozdravljene in pozdravljeni in najprej dovolite, da se zahvalim organizatoricam in organizatorjem za to povabilo, da spregovorim danes ob tem izjemno pomembnem prazniku. V zadnjih dneh mi je kar nekaj novinark postavilo vprašanje, zakaj praznovati. Nekatere so pri tem rekle dan žena, druge pa, zakaj je potrebno še vedno obeleževati 8. marec, mednarodni praznik žensk. Ko sem razmišljala o tem, kako jim odgovoriti, sem se spomnila na dogodek iz moje rane mladosti. Takrat je moja družina živela na Jesenicah, v eni od prvih stolpnic, ki so v tem mestu zrasle in nudile dom mnogim delavskim družinam, kakršna je bila tudi moja. Je pa tam živelo tudi nekaj družin, ki bi jih z današnjo pametjo uvrstila v socialistični višji srednji razred. Eden od gospodov, ki je živel v tej stolpnici, mi je na dan nekega 8. marca, moralo je biti, ko sem bila na začetku mojih gimnazijskih let, torej še globoko v socializmu, ko smo se skupaj peljalo v dvigalu in ko sem sama v roki držala šopek za mojo mamo, tako so nas takrat učili v šoli, da mamam na ta dan posvetimo nekaj več pozornosti in jih obdarimo šopkom, če tudi nabranim v gozdu. Ob tej priliki mi je dejal, da on nima šopka in da 8. marec praznujejo samo delavke, njegova žena pa da je gospa. Njegov odziv se mi je zdel vzvišen in aroganten. Danes mu pravzaprav, če odštejem način, na katerega je mojo mamo in mojo družino in seveda mene postavil tja, kamor sodimo, dam prav v tem, ko je rekel, da je to praznik delavskih žensk. Res je, tako se je začelo. Danes vem tudi to, da je moja mama praznovala ta praznik kot praznik delavk. Tako sva se večkrat skupaj spomnili na dosežke njenih prednic, kakor tudi njenih sodobnic in sodelavk. Večkrat sem se spomnila, kako ponosna je bila na to, da je v tovarno, v kateri je delala, takrat vodila direktorica. Tudi danes menim, da je 8. marec, mednarodni dan žensk, dan, ko je prav, da se spomnimo ali celo iztrgamo iz pozabe številne delavke, učiteljice, zdravnice, raziskovalke, piske, umetnice, skratka številne ženske in kolektive, ki so svojimi dosežki na številnih področjih širile polja možnega, polja svobode, se zavzemale za Virginijine lastne sobe in za boljše življenje žensk. A hkrati ne smemo zapasti pri tem v kakšno nekritično hvaljenje posameznih zgodovinskih obdobij, posameznic ali skupin. Bolj smiselno jih je postaviti v kontekst prostora in časa. Ob tem pa videti, kaj je bilo takrat mogoče in česa ni bilo mogoče doseči. Kaj je bilo vprašanje časa in katera vprašanja še niso nastopila. Pa seveda ne smemo pozabiti opozarjati tudi na novodobne probleme neenakosti spolov, na krivice, diskriminacije, ki jih je veliko v večji meri doživljajo ženske kot moški. Mlajše ženske na eni strani in starejše na drugi. Tako revnejše in manj izobražene, kot bolje stoječe in tiste z višjo izobrazbo, a tudi njim ni vse prihranjeno.
Zato sem tudi bila tako hvaležna akademkinji profesorici doktorici Alenki Šelih, ko me je kar nekaj let nazaj povabila, da skupaj še z nekaj kolegicami začnemo delati na zbiranju gradiva, zato da vsaj nekoliko popravimo krivico tistim ženskam, ki so v slovenskem prostoru opravile prodore na številnih področjih. Ne samo humanitarnih, ne samo na tistih, ki jih tudi sicer pripisujejo ženskam, ampak tudi na tistih, kjer so zaradi stereotipnih pojmovanj, kaj ženskam pritiče in kaj ne, bile spregledane. Kot mnogi veste, je tako nastala precej dobro sprejeta knjiga Pozabljena polovica, v kateri smo objavili biografske zapise 129 žensk, ki so tako ali drugače zaznamovale zgodovino Slovenije. Tisto, kar je manj znano, je, da nam knjige takrat ni želela objaviti znana založba Mladinska knjiga, ampak jo je leta 2007 objavila majhna založba, ki jo je vodila ženska, Tanja Tuma. Vesele smo, da se s tem zgodba te knjige ni končala, danes ima ta knjiga več hčera. Kar nekaj let po njej so v Novem mestu začele s projektom Pozabljena polovica Novega mesta in v svojem lokalnem okolju želele popraviti krivice prezrtim pomembnim ženskam iz njihovega okolja. Ta projekt še teče. Nekaj podobnega so naredile kolegice v kolektivu Mesto žensk, ki so najpoprej pripravile performans iz zgodb iz naše knjige, kasneje pa še knjigo Izletov po Sloveniji, na katerih so obiskovalce in obiskovalke seznanjale z biografijami pomembnih žensk v različnih delih Slovenije. Zadnja meni znana hči je knjiga Nepozabne, v kateri so za mlajše bralke in bralce zbrane zgodbe bolj ali manj znanih zgodb žensk iz naše zgodovine. Ta knjiga je namenjena predvsem mlajšim bralkam in bralcem, a ne samo njim. Projekt Pozabljena polovica, in to je dobra novica, se bo nadaljeval, saj gre tako rekoč za nikoli dokončano zgodbo. Prepričana sem, da je tudi v Škofji Loki z okolico živelo kar nekaj žensk, ki so v tem okolju pustile pomemben pečat na različnih področjih. Ni nujno, da gre za velike ali pa samo za velike nacionalne zgodbe, ampak tudi življenja in dobrobit ljudi, za življenje in dobrobit ljudi so pomembni tudi lokalni dogodki, tudi lokalne izboljšave, tudi lokalni dosežki konkretnih žensk ali kolektivov, v katerih so sodelovale. Zgodovinarke, zgodovinarji in ljudje v različnih področjih, iz različnih področij te ženske zagotovo poznajo. Sama nimam dobrega pregleda na tem področju, a nekaj sem jih po različnih virih hitro našla. Naprimer mednarodno priznano znanstvenico Aleksandro Kornhauser, šolnico in ravnateljico Bogomilo Krvina, zdravnico Marijo Bračko, slavistko, prevajalko in literarno zgodovinarko Marijo Jamar Legat, Dorotejo Vodnik Pegam, germanistko in prevajalko. Če navedem samo tiste, na katerem sem res mimogrede naletela sama in ki niso več med nami. A zapisati kaže tudi zgodbe pomembnih starejših žensk in ohraniti pričevanja o njihovem življenju in delu. Vsekakor se tu skrivajo potenciali za zapise zgodovine, ki ne bo ostala na ravni zgodovinopisja iz začetka 20. stoletja, ki je bila zgodovina, ki so jo pisali moški, ampak bo upoštevala razvoj zgodovinopisja in ženskih opisov v zgodovinski spomin. Verjamem tudi, da lokalne oblasti ne bodo kar tako rekle ne takemu projektu. Spoštovane, želim vam veliko uspehov, kjerkoli in kadarkoli se boste lotile tega dela na področju enakosti žensk in moških oziroma vseh spolov. Spoštovani, želim si, da jim boste pri tem njihovem početju podprli, morda tudi sodelovali, vsekakor pa njihovo delo afirmirali. Hvala.
Hvala lepa za vse dobre želje, naj se uresničijo. Mi pa se spet vračamo k glasbi. Tokrat nas bo z njo pod mentorstvom Irene Kržišnik razveselila glasbena četrtošolka Pika Tomažin Sedar na saksofonu. Na klavirju jo bo spremljala Katarina Tominec. Uživajte. Hvala za glasbo, zdaj pa gremo nazaj k besedam in osrednji gosti današnjega večera, ki nam bo skozi svoje oči. Oči ženske, znanstvenice, raziskovalke in zdravnice na drugačen način predstavila svoj poklic in poslanstvo. Z nami je primarijka Tatjana Dolenc-Veličkovič, doktorica medicine, specialistka razvojne ortopedije, ki je v okviru ortopedske službe ustanovila in vodila službo razvojne ortopedije za Gorenjsko regijo, ter tako poskrbela, da smo bili Gorenjci prvi v Sloveniji in med prvimi na svetu deležni možnosti zgodnjega odkrivanja in družinskega pristopa v obravnavi oseb z motnjami v razvoju. Še danes je aktivna na številnih področjih, tako doma kot po svetu. Je predavateljica, je inštruktorica in še bi lahko naštevali. A nam bo več o vseh svojih vlogah povedala kar sama v pogovoru z Matjažem Erženom, direktorjem Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja. Sehr schön.
Ja, je vključeno. Velja. Torej, nekaj smo lepo pozdravljeni v imenu nocojšnjega organizatorja tega večera. Lepo pozdravljeni tudi vam, gospa primarij Tatjana Dolenc-Veličkovič, doktorica medicine in specialistka razvojne ortopedije. Če dovolite, da bi vas malce na kratko se sprehodil čez tale vaš CV, ampak res na kratko, ker večer je prekratek, da bi šla vse tole skozi, kar ste mi zapisali od sebi. Ste maturirali na gimnaziji v Kranju, diplomirali na medicinski fakulteti v Ljubljani, potem ste specializirali ortopedijo v Ljubljani, študirali ste tudi v Londonu, v Veliki Britaniji in v Gradcu v Avstriji. Že od leta 1964 ste bili zaposleni v osnovnem zdravstvu Gorenjske, kjer ste v okviru ortopedske službe ustanovili in vodili službo razvojne ortopedije. Potem ste bili habilitirana višja predavateljica na področju razvojno-nevrološke obravnave na medicinski fakulteti v Ljubljani. Več kot 44 let ste se ukvarjali z ortopedskimi problemi otrok, mladostnikov in odraslih oseb z razvojnimi motnjami. Od leta 1975 ste organizirali zdravstveno-terapevtsko kolonijo in šolo za starše v Novigradu, kjer ste v rednem intenzivnem delu programa usposabljanja otrok z motnjami v razvoju. Potem ste bili tudi organizatorka prve šole v naravi za šolarje in mladostnike z motnjami v razvoju, organizirali prvo šolo smučanja za otroke z motnjami v razvoju, bili pobudnica ustanovitve in stalna članica Gorenjskega društva za cerebralno paralizo, pobudnica ustanovitve Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije in prejemnica zlatega znaka Sonček ter častna članica Zveze Sonček. No, tudi tale zadeva je precej izstopajoča. Če samo preskočim, ste tudi dobitnica priznanja Mednarodnega olimpijskega komiteja za razvoj in organizacijo invalidskega športa na Gorenjskem in Sloveniji. Kot zdravnik, senior inštruktor pa še zmeraj učite oziroma ste učitelji v slovenskih in mednarodnih osnovnih in nadaljevalnih tečajih razvojno-nevrološke obravnave. Tale seznam držav, kjer ste gostovali, je kar impozanten, mogoče veste kar na pamet, v koliko državah ste bili. Preko 20 držav. Ja, no in potem ste še predavali na številnih mednarodnih kongresih doma in tujini, tudi tega se bova na kratko dotaknila. V letih 1992 do 1996 pa ste bili tudi predsednica Evropskega združenja terapevtov razvojno-nevrološke obravnave. Da ne naštevam še vašega aktivnega članstva v domačih in mednarodnih organizacijah in tukaj popolnoma za konec ste mi zapisali še, da ste tudi prejeli leta 2009 prejeli naziv častne občanke mestne občine Kranj. Takole in vse to zelo na kratko. V vašem priimku mi je pa v oči padel priimek, v vašem imenu je padel v oči priimek Dolenc. Nekam znano mi zveni v naših krajih Škofjeloškega. Da, res sem naše gore list. Moji starši so iz Sevške doline, izpod Ratitovca, oba zelo ponosna na svoj dom. Vedno sta prihajala na obisk. Vendarle, pravijo, nema profeta in patrija, tudi one dva sta morala zaradi svojih prepričanj, svoje, bi rekla, svobodnega duha in misli, nista pravzaprav našla kot mlada človeka možnosti za zaposlitve v Sloveniji, zato sta se v letu 1939, ko je oče končal študij na konzularni akademiji v Dunaju, kot liberalni študent, ni bilo za njega mesta v Sloveniji. In je dobil mesto v Beogradu in je svojo bodočo ženo prosil, če je pripravljena iti v Beograd. Je rekla, ja seveda, zakaj pa ne. No, tako se je zgodilo, da sem bila jaz rojena v Beogradu s slovenskima staršema, ki sta
pela v Prešernovem zboru slovenskem v Beogradu in tako naprej in tam preživela celo vojno. Za to dejstvo sem bila kaznovana, danes je dan žena, pa vam bom to povedala. Leta 2008 sem v Kranju, po 44 letih dela v Kranju, šla na občino oziroma na upravno enoto za podaljšanje svoje osebne izkaznice. Veste, kaj se mi je zgodilo? Mojo osebno izkaznico so preluknjali iz preprostega razloga, ker sem bila rojena v Beogradu. Seveda sem bila, ne bom rekla ogorčena, torej, ampak sem se doma usedla za računalnik in napisala zelo en dopis, ki ga imam tlele in sem vprašala sledeče. Po 44 letih dela kot zdravnica v Kranju sem še vedno sumljiva oseba, ki ne pripada osebna izkaznica iz enega samega razloga, rojena sem bila v Beogradu. Dobro, pustimo to zgodbo, pa se srečno, ampak torej bila sem izbrisana in še kako dobro jih razumem. Dobro, torej po vsem nadaljem študiju bom pa sedaj povedala še drugo zgodbo. Torej, gospa profesor je lepo govorila, da se žene pravzaprav moramo boriti za svojo enakovrednost. Mi smo ženske, biološko smo ženske, želimo pa v družbi enakovrednost in enakopravnost. Nič drugega. Torej, naj te vprašajo, naj te sodijo po tem, kaj zmoreš, kaj znaš in kaj narediš. In ko sem koncem 60 let želela se usmeriti iz splošne prakse v specializacijo, je bil razpis na kliničnem centru za področje nevrologije in sicer nevrološka klinika. In jaz sem se prijavila, ker je to področje, ki me je zelo zanimalo. In od direktorja kliničnega centra sem dobila odgovor. Nažalost vas moram obvestiti, da so na kliniki odgovorili, da ne bodo sprejeli ženske. Leta 1969. Torej, žene in dekleta, stojte za svojo ženskostjo, svojim spolom. Imate pravico, da vas cenijo po vaših danostih, po vaših sposobnostih in po vašem delu. In hvala vam, če se borite za to. No, pa nadaljujeva, hvala za te besede, pa nadaljujeva kar malo z vašim delom. Razvojna medicina, kaj naj bi to sploh bilo meni kot laiku, dokler ni žena pričela delati v ambulanti, mi je bilo to popolnoma neznano področje, poznamo običajno ortopedijo, vemo, kaj je zobozdravstvo, kaj je recimo nevrologija, ampak kaj je to? Je to skupek nekih znanj, povezave, interdisciplinarnosti, prosim? Torej, čas je četrta dimenzija prostora. Torej, v tem prostoru je tudi v nevrologiji čas četrta dimenzija. Torej, človek se razvija vedno kot celota, celovito, v okviru dednostnih pogojev in dejavnikov in pa seveda v okviru okolja, v katerem živi, vendar razvija za svojo razvojno starost specifične vedenjske vzorce. Bistveno je celota, torej je čas še kako pomemben v medicini. Da boste to razumeli, vsi poznate človeka, ki ga je zadela kap. Kakšen je? V glavnem je torej je prizadet recimo gibalno po eni strani in pa kaj, česa ne zmore, govora. Torej, če se to dogodi v obdobju ploda ali po rojstvu, v možganih na istem mestu, v strukturi okvara, je otrok
torej običajno govor ni prizadet. In to pomeni, da sam sistem plastičnosti, zmožnosti prilagajanja govor premesti na drugo mesto v možganih. Torej, ta otrok bo govoril, redki so tisti, ki imajo enostransko prizadetost otrok, ki tudi nimajo razvitega govora. Vidite, in to je ta dejavnik časa. Dejavnik časa, pa še kako vam je jasen dejavnik časa. Vidi, kaj danes govorimo. Glavni problem so čakalne dobe. Ja, seveda, če vas nekaj boli, kaj bi radi? Radi bi, da je ta trenutek ta problem razrešen, ne čez 1 leto, čez 3 leta, ali celo še grozljivo dalj. Torej je važno, kdaj začneš zdraviti. V medicini je čas izjemnega pomena. Zato se trudimo, zato smo razvili preventivo, da pravočasno, ko še lahko nekaj napravimo. Torej je tudi v razvoju je ta čas izjemno pomemben dejavnik. Če sem lahko dost nazorno odgovorila na to. Upam, da so poslušalci nama lepo sledili. Mislim, da je bilo dost jasno povedano. Kje ste se pa, to verjetno razvojna medicina, verjetno ni recimo temu vaš izum, ste se mogoče s tem že v času študija, ali kje ste s to srečali? Res pa, da je bilo že v napovedi omenjeno in tudi v najavah te prireditve, da ste bili eni prvih, oziroma če ne kar prvi tukaj v Sloveniji, ki se je s tem začel ukvarjati. Odkot znanje? Torej, če bom rekla, da sem bila že kot specializant ortopedije nekako senzibilizirana, kajti ortopedija je bila edina stroka, ki je zdravila od novorojenca do odraslega in do zelo starega. Seveda, ta koncept razvoja jim ni bil blizu, da bi ta dejavnik posebno opozarjal, vendar so ime poznali, so zdravili otroke in zrela leta in odrasle in tako naprej. Vendar potem se je pa dogajalo, da je bil to razvojna nevrologija, bom rekla, razvoj se je začel pravzaprav razvijati šele v zgodnjih, tam nekje v 60 letih. So bili posamezni strokovnjaki, ki so začeli ceniti in spoštovati in razmišljati o tem dejavniku časa v medicini in zlasti v nevrologiji. In moj mož je bil pa takrat že specialist nevropsihiatrije. In njega je to področje izjemno zanimalo, ker je videl, da je to nekaj novega, nekaj, ki daje možnosti, da pomagaš pravzaprav človeku takrat v zgodnji fazi, ko je še možno, tudi tistemu, ki ima okvaro možganov. In potem ni vedel, kako bi bil, pa je to en sam inštitut za razvojno nevrologijo in sicer v Groningenu v Holandiji. In tam je bila čakalna doba, da pride zraven nekaj let. In ta človek, bister, kakor je bil, se je odločil, veš kaj prav meni, jaz bi pa res to moram, ampak to ne čez 3 leta, jaz bi to razerad in je pisal holandski kraljici. Govoriva o vašem možu, gospodu Milivoju Veličkoviču. In holandska kraljica mu čez en teden odgovori, seveda bomo pomagali zdravniku iz Slovenije in seveda s svojo kraljevsko mogočnostjo pritisnila na profesor Prehtla v Groningenu in tako je prišel on gor s kraljevo štipendijo. In potem ustanovil, pravzaprav je bilo v Ljubljani na pediatrični kliniki drugi tak oddelek na svetu za razvojno nevrologijo. Vi ste pa ortopedinja po specializaciji. Jaz sem se pa pravzaprav učila izza njegovega hrbta. Ste malo gledali čez hrbet? Ja, dosti se z njim nisem bodla, ker je zelo uporen človek. Ampak sem pa videla, da tle so pa izjemne šanse. Namreč, ker v ortopediji smo se ukvarjali z novorojenci, zlasti iz pahi kolka, recimo in prirojenimi deformacijami, ampak tudi takrat, ko sem jaz specializirala, so bili otroci s cerebralno paralizo deležni, oskrbljeni na ortopedski kliniki, ne na pediatrični. Ortopedija je imela nadzor tudi nad Vipavo, kjer je bolnišnica za
v Stari Gori, nad Kamnikom, a ne, potem so imeli blizu Celja, a ne. In tako je bil tudi del moje specializacije, so bile pravzaprav otroci s cerebralno paralizo in osebe z drugimi motnjami gibanja, kot so genetska obolenja in tako naprej. Torej, to je bil del našega študija, kar zdaj ni več čisto tako. Torej, jaz sem poznala in ko sem jaz videla te otroke s cerebralno paralizo, ko si lahko nekaj naredil, ampak nekaj dost. Takrat so se meni porodila seveda vprašanja, torej mi smo čisto prepozni, ampak takrat je bilo tako, da ko so odkrili, da je otrokom razvoju nekaj narobe, so otroka poslali v bolnico v Stari Gori. In torej meni, in so se, otrok je bil sicer deležen zelo dobre obravnave, samo kaj se je zgodilo? Vezi med otrokom in njegovo družino so se začele rahljati. Ni bilo več emocionalnih odnosov, starši in otrok so si postali v bistvu tujci. In to je tako meni kot mojemu možu je reklo, to je nemogoče. Mi ne moramo dojenčkov pošiljati v bolnico, da tam ostanejo leto, dve ali celo do šolskega obdobja. Mi moramo to početi v domačem okolju in tako je nastal v okviru njegovega mentalno-higienskega dispanzerja princip, torej otroke obdržati doma in pa še nekaj, otroke čim prej odkriti. To smo seveda, to je bila ideja najna tudi pod vplivom vzorov iz Švice. Zlasti Švica je bila ena prvih, ki je začela s tako imenovanim zgodnjim odkrivanjem. Kajti takrat dobiš otroka v tisti fazi, ko še lahko nekaj napraviš, ko veliko več lahko napraviš, kakor kasneje. No in to je bistvo teh zdravstveno-terapevtskih kolonij in šol. Ne, to je bistvo tega, da se otrok mora usposabljati v domačem okolju, tam, kjer je bil rojen, in da zdravstvena dejavnost mora pomagati ne samo otroku, ampak predvsem mora pomagati okolju, v katerem ta živi. In to je veliko težje, kot delati samim otrokom, še to moram povedati. In zaradi tega smo videli, in potem, če pomagaš, potem ga ti moraš postaviti, poriniti v življenje, v življenjski tok, ne da ostane nekje na obrobju tega življenja, ampak da je del te skupnosti, da sodeluje, da je sprejet, ja seveda, zato ga je pa treba funkcionalno usposobiti. In to čim prej ga začneš usposabljati, tem večjo stopnjo samostojnosti in ohranitev njegove osebnosti boš dosegel. To je bil pravzaprav naša poanta. No, lepa hvala za tele besede, tole razlago. Predlagam pa, da narediva en kratek glasbeni intermezzo, pa bi kar na oder povabil učence glasbene šole Tjašo Jančič, Jureta Pavlišiča, Gabriela Debeljaka, Lucijo Rupar, Tjaša Svolšaka, ki nam bodo zaigrali eno lepo skladbo na kitaro z naslovom Over the Rainbow v priredbi Denisa Kokalja.
hvala učencem glasbene šole, ki so nas lepo popeljali tja nad Mavrico. Midva pa se vrniva kar konkretnim primerom. Vemo, da je medicina eksaktna znanost, tudi številke točno govorijo o rezultatih, pa bi prosil kar tehnika, če nama pokaže nekaj slajdov, ki jih bo dr. Veličkovičeva tudi komentirala. Nekaj rezultatov zdravljenja, pomembno je bilo, že prej ste povedali, kako pomembno je zgodnje odkrivanje, kako pomembno je sistematično pregledovanje, ugotavljanje napak oziroma bolezenskih oziroma znakov pri otrocih, kajti takrat je največja možnost, da se zadeve še uredijo. Prosim. Ja, hvala. Torej, naša zgodna prizadevanja za zgodne odkrivanje in zgodne usposabljanje, moram reči, da smo se borili po celem svetu, tisti, ki smo to poznali in imeli rezultate, da je bilo to sploh sprejeto. Angleži sploh niso verjeli, da lahko kaj narediš. Torej, smo imeli na mednarodnih konferencah velik boj. Torej, meni so prosili, spodbudil me je kolega iz Tel Aviva, in je rekel, dej, ti imaš ogromno številko obravnavanih primerov, dej ti tole moraš enostavno tole objaviti. Torej, pravilo v medicini je delaj, objavi, delaj, končaj in objavi. Vendar v tem področju razvoja je čas pomemben, da si pravočasno tam, da lahko nekaj narediš, in druga stvar, moraš ti zelo dolgo delati, da sploh lahko nekaj dokažeš. Torej, razvoj sem rekla, da je res celovit. Torej, to ne moreš ti ločiti. Človek se razvija vedno kot celota. Na čutno-gibalnem, na zaznavno-razumskem, na osebnostnem, čustvenem razvoju, komunikaciji. To poteka, vse ne moramo mi to razdeliti, oddaliti, če se mi s človekom ukvarjamo. In to je rak rana današnje medicine, je to samo detalj. Pomembna je interdisciplinarnost. Razvoj, torej, glej vedno celoto in potem šele lahko greš v detalj. Torej, vidite tale, to sem vam želela pokazati, torej, to ste mi vsi šli skozi. Nekje tale publika, ki je tukaj, nekateri, večina vas je pri odraslih. Torej, vidite, da ta razvoj teče, človek je tako, si predstavljate kot hiša v neprestani izgradnji. Ves čas se nekaj podira, pa se na novo gradi. Torej, mi vsi smo v neprestanem razvoju od početja do smrti in seveda imamo samo dve šanse, ali mladi umremo, ali pa postanemo stari, nobena reč ni fletna. Sedaj bi vam rada pokazala, torej, kaj je bilo v Sloveniji leta 1973 in danes ni kaj dosti več, mogoče so Brežice zraven, ampak boste videli, da v Gorenjski, tale levi konc gor, ima največ teh pikic. Torej, mi smo najbolj dodelali pravzaprav to službo in gradili ta transdisciplinarni tim. Vidite, da pa to in to je pomembno, da bi po celi Sloveniji to razporejeno. Zakaj? Naslednji diapozitiv. Ja. Torej, vidite našo v tej slovenski kokoški, vidite, je Gorenjska 10% približno nas je. In v tistem času torej je bilo približno 200.000 ljudi. In vidite, da je doma je bilo 92% že takrat, ko sem to objavila, otrok z motnjami v razvoju v zavodu samo 8%. In cilj je, da se približa služba, celoten tim, družini, v kateri ta otrok živi, da ta družina ostane doma, da živi normalno življenje. Torej, zdaj moram reči, da na Gorenjskem imamo tudi železnikih, imamo zdaj pa v Goreni vasi, vsaj terapevtski del, da ta, greste nazaj, da ta služba mora biti usmerjena na družini, torej stojimo ob družini. Čim bliže družini. Omogočimo, da živi normalno življenje, tudi s tem otrokom. Ampak je pomembna pa
da vztrajno sledimo te otroke, ki so ali novorejence z eventualno ogroženostjo v razvoju, ampak ne samo do 7., ne samo do 18. leta, daleč v odraslo obdobje, da sploh lahko vidiš, kaj si naredil. Poudarek je pa seveda na zgodnem odkrivanju, in zgodnji obravnavi otrok in dojenčkov. Naprej, prosim. In poglejte, v Sloveniji, kaj se je zgodilo, da smo tako rekoč v 10 letih znižali prevalenco cerebralne paralize z 3,4 na 2,4. Torej je vredno tega dela. To je vse na račun zgodnjega odkrivanja Na račun zgodnega, ampak tudi službe, ki je bila postavljena. Naprej, prosim. Vidite, kaj se dogaja. Rodnost nam upada. Smrtnost novorojencev izrazito upada. Veste, da je moč današnje intenzivne terapije je neverjetna, kaj lahko naredijo. Ampak narašča pa število tistih novorojencev, ki so mogoče ogroženi v svojem razvoju. Torej jih je treba poiskati, jih je treba evidentirati, niti ne evidentirati, saj najdati in jih slediti. Naprej, prosim. Poglejte, tole je bilo za Gorenjsko, a vidite, tole so novorojenci, so rdeči in poglejte, kako nam narašča število novorojencev z rizikom. Naša hipoteza je bila približno 5% novorojencev je ogroženih za razvoj. Ni res. Zdaj smo prišli do tega, da jih je verjetno med 15 in 20. Torej, ta zelena krivulja, vidite, so kako nam narašča, torej to tudi moramo vedeti, torej zakaj in slediti in vidite, kako nam narašča število obravnav od teh dojenčkov. Ampak, če pogledate spodaj, rdeča črta, število otrok, ki jim ostane posledična prizadetost, pa ne narašča oziroma pada in praktično stagnira. In to je rezultat dobre obravnave. To je rezultat. Ampak vidite, od leta 1991 do 2011. Naprej, prosim. In če pogledate, vidite, da smo na Gorenjskem odkrili skoraj 75% otrok je bilo odkritih do 3. meseca. Tako rekoč skoraj vsi do 6. meseca. In poglejte, če ga zgodaj odkriješ, je 11% preostale prizadetosti. Če ga odkriješ, ko je star 1 leto ali več, je skoraj polovica otrok jim ostane posledična prizadetost. Torej, kakšna pomeni to razliko, da ti imaš v kakovosti življenja ljudi. Pravočasno odkrivanje. Naprej, prosim. Torej, mi lahko sledimo vse novorojence, moram reči, da to se sedaj dogaja. Včasih smo sledili samo tiste, ki so jih registrirali v porodnišnicah, zdaj v sodelovanju s pediatrično službo so pediatri zelo senzibilizirani in zelo veliko dobimo. Ampak, če ti hočeš otrokom pomagati, moraš ti postaviti, moraš imeti ti organizacijo stroke tako postavljeno, da otrok dobi pomoč in njegovo okolje dobijo pomoč takrat, ko ga rabijo, ne v čakalni dobi 6 mesecev do 12 mesecev ali pa še dalj. In tukaj je pomembno tudi, da se sledi stroka, to se pravi, mi se moramo izobraževati, treba izobraževati sodelavce, tim, okolje, celo družbo je treba izobraževati in kar je najbolj pomembno je transdisciplinarno timsko delo, ki pa je zelo zahteven proces. Naprej, prosim. Rada bi vam pokazala delo moje sodelavke Marije Bogataj, vaše gore list, živi tukaj v Škofji Loki in še vedno dela. In sicer sem obdelala do potankosti 491 otrok, dojenčkov, ki jih je obravnavala od leta 1978 do 2000, 491 in torej ne veste, koliko jih ima zdaj še. In torej, zakaj eno, zakaj nisem vse, potem še eno? Zaradi tega, ker način, kako one delajo, je odprt koncept. In če ti združiš vse otroke, vseh terapeutov, ne boš dobil rezultata. Tako da sem dobila, torej,
delo enega človeka, ene osebe. A ne? In poglejte rezultat. 79% od teh otrok, ki jih je ona obravnavala, je lahko zaživelo normalno življenje. Ne rečem, da niso imeli neke minimalne, torej, da bi rekla strokovnemu očesu vidne težave, ampak torej so živeli normalno življenje. 15% mi je ostala samo posledična prizadetost cerebralne paralize, tam so pa 30% je pa tisti, ki so druga stanja kot prirojena stanja in genetska obolenja. Ki se jih ni dalo rešiti. Ampak vidite, kaj se da, kaj en človek naredi, jaz bi najraž objela bi jo, slekič, kadar jo vidim, jo skoraj objamem. No, mogoče dobiti celo spomenik v Škofjeloški aleji. Naprej prosim. Torej vidite, da se da, da se da. Samo treba je znati in treba je hoteti in treba je delati. In treba je sodelovati. In vam povem, da če pogledate tega fantka, ki je tukaj star 18 mesecev, in ki je bil rojen z 28 tedni in zahiranec in je 600 gramov komaj tehtal. In dobili smo potem tole njegovo slikico, kjer je pisalo: hvala za vse, kar ste storili zame. Ni večjega plačila. Ne za terapeuta, ne za zdravnika. Ja. Lahko mi da se naprej. Torej, reši dojenčka. To je naš v letu, torej mi smo vedeli, da je treba izobraževati, da je treba dobiti znanje, da je treba dobiti znanje z celega sveta in letu 1984 je moj mož organiziral prvi kongres in tam je bil James Loring, on je bil predsednik Mednarodnega združenja za cerebralno paralizo, je prišel s tem: reši dojenčka. Jasno, torej zgodna diagnostika in zgodna obravnava, kar ni ločljivo. Naprej, prosim. Poglejte, 17 milijonov oseb s cerebralno paralizo živi po svetu. 350 milijonov je v direktnem kontaktu, torej prizadetih zaradi prizadetosti njihovega člana, ki živi z njimi. V Sloveniji je 4000 oseb s cerebralno paralizo. To pa ni majhna številka. In Amerikanci seveda, ki gledajo vse skozi denar, so zračunali, da je to najdražja prizadetost. Torej, veste, kakšna ekonomska razbremenitev je v bistvu, če primerjaš, pravijo, ja, kako, toliko pa ne moramo imeti terapeutov, pa ne moramo imeti toliko zdravnikov, pa to stane. Ja, vraga. Mislim, daj razmišljaj s trezno glavo. Če se vrnemo na tisto projekcijo prej, koliko je bilo rešenih od 491, ki so pravočasno odkriti in koliko skozi ameriške oči denarja je bilo prihranjeno? Lahko naprej mi daste. No, jaz bi rada se videti, ne veste kaj, človek, dobro, jaz delam že skoraj 58 let v zdravstvu, ampak vedno sem hvaležna svojim učiteljem. In eden od, pravzaprav je moj mož tudi moj učitelj, ampak sva bila v bistvu sodelavca, pa sva se učila drugo drugega. Zraven vidite profesor Prehtla, ki je pokojni, in tukaj vidite dr. Elizabeth Kenk, švicarko pionirko, ki se je borila za zgodno obravnavo v Švici, tudi dosegla neverjetne rezultate in ki je bila 36krat v Sloveniji. Obiskala je vse naše gore, ker je bila tudi alpinistka, ker je imela ne vem koliko vrhov čez 4000, ampak je Slovenija rekla, to je moja druga domovina. Zaradi lepote, ampak tudi pravzaprav zaradi strokovnega dela. In naprej bi dala še, jaz bi rada vam še pokazala, takrat, ko sem jaz nehala voditi ta tim, to so bili moje sodelavke in vse, ki so tle, se jim iskreno zahvaljujem. Brez vas ne bi bilo nič. Brez vas ne bi bilo nič, predvsem pa ne bi bilo nič brez vas, dr. Veličkovičeva.
No, po teh številkah bi nam mogoče spet prijalo nekaj glasbe, pa bi še eno skladbo, Cavatino, je zaigrali učenci glasbene šole Gabriel Debeljak, Lucija Rupar in Jure Pavlišič, mentor je pa Denis Kokal. Hvala za ta glasbeni intermezzo. Dr. Veličkovičeva, kako pa vidite razvojno ambulanto in njeno delo zdaj in naprej? Kaj razmišljate, kaj bi bilo potrebno, kakšno smer? Ste zadovoljni s trenutnim stanjem? Veste,
starost je tudi modrost, mora biti. Torej, takrat, ko si ti opolnomočen, da ti lahko nekaj ustvarjaš in nekaj gradiš, ko pa nimaš več te možnosti, moraš biti pa dovolj razumen, da rečeš, v redu, če te vprašajo in kaj misliš, imajo pa mladi pravico tudi po svoje graditi. Veste, medicina se spreminja, zelo hitro napreduje in je treba pustiti mladim, da razmišljajo po svoje in da vodijo po svoje. Seveda tudi pretok informacij in znanja je hitrejši, verjetno. Dobro, bomo rekli, vsi so nasledili nekaj. Jaz nikoli ne kritiziram mladih, ampak včasih pa mislim, joj. Zakaj zapravljaš stvari, ki so bile že zgrajene in ki so dobro funkcionirale, zakaj ne gradiš naprej, zakaj hočeš se po svoje, ampak tako je. Mislim, takrat, ko smo bili, veste, začeti je pa res, ko gradiš ti nekaj in ko si pionir na nekem področju, je to bistveno lažje. Bistveno lažje. Tudi družbeno okolje se je spremenilo. To je podobno kot pri gradbeništvu, graditi novo stavbo ali obnavljati staro, verjetno. Pa potem pa tudi nove stvari so interesantne, pa ljudi zanimajo, potem, ko je vse utečeno, je pa to potem stvar navade in medicina nikoli ne sme postati stvar navade. Veste, v medicini je toliko pasti in moraš biti zelo previden. Predvsem pa, torej, jaz sem vedela, torej, mi smo se zdaj, jaz mi smo reči, da smo deleža groznih kritik z Ljubljane, pa tudi moj mož. Kaj si vi dovolite, imeti otroke doma, vi niste strokovno usposobljeni, to se dela sama, prvi, ki je mojega moža podprl, je bil pravzaprav psiholog z Ljubljane, ki pa rekel, mi bomo pa kar hodili v Kranj gledati, kaj delate. Dobro, pustite to, ampak jaz sem vedela nekaj, vedela sem, da rabim zaledje, podporo. In kje iskati podporo? Podporo iščeš pri starših tvojih otrok, tvojih pacientov, v okolju, kjer živiš. In zato smo vedeli, mi nujno rabimo društvo. Mi nujno rabimo društvo, zaradi tega, ker to društvo, oni poznajo te probleme, vemo, kaj mi delamo, kaj želimo ustvariti, oni nas bodo podprli v tem in bodo predstavljali tisti pritisk na politične strukture, ki jim jaz nič ne zamerim, dobro, ampak to politika je politika, ni lahko skozi prideti, torej sem leta 2008 napisala ministru 2 strani dolgo pismo o tem, da razumem, da je problem, tako je huda epidemija gripe, da je epidemija gripe in tako naprej, ampak da se velikanski problem je veliko število otrok, ki rabijo pomoč, ki rabijo terapevte in lepo prosim, da nam ojačajo ta diagnostično-terapevtski kader, torej jaz nisem dobila niti odgovora od tega ministra, ki ga namaram. Ampak res nisem dobila. Torej, ne da bi vprašal, pa da bi rekel, sem prečital, res so problemi, bomo to proučili, pa vas bomo kontaktirali. Nič. Torej, to je obležalo nekje in še danes se borijo, danes imajo za razvojne ambulanto še enkrat to kadra, kot smo ga imeli mi. Nas je bilo nekaj čez 20 za celo Gorenjsko, zdaj jih je nekaj čez 40. Ampak še vedno niso ojačani tam, kjer bi morali biti. To se pravi, prva fronta so vedno terapevti. To smo videli tukaj na teh številkah. Torej število neurofizioterapevtov imamo pravzaprav enako, kot jih je bilo takrat leta na 2010 ali pa 2005. Dobro, naj se borijo, naj gradijo. Tako. Pri vašem... In naj odgovarjajo za to, kar gradijo. To, Jaz sem s ponosom pogledala te številke in jih pokazala po celem svetu. Pa še
takole majčkeno pred koncem, gledam že malo na uro. Ja, prav. Po vaših poteh, kjer ste predavali po svetu, omenili ste več kot 20 držav, se vam je dogajalo marsikaj tudi zanimivega, hodili ste tudi po okoljih, kjer so tudi drugačne kulture, recimo Perzija, Iran, in tam se vam je na enem od predavanj in demonstracij zgodilo nekaj nenavadnega, ker se niste zavedali, v kakšnem okolju ste. Ker je danes žena, potem ste me pa izzval, pa vam bom dve različni dogodivščini povedala. Eno, ko sem jo doživela v Helsinkih, in eno, ki sem jo doživela v Hamadu v Iranu. Dobro. V Helsinkih leta 1992, torej je bila Slovenija že znana kot uspešna na področju zgodnega odkrivanja in zgodne terapije. In potem je bila volitev za novega predsednika in seveda so predlagali, je bil kandidat tudi moj mož. In seveda, torej z ozirom na organizacijsko strukturo in njegovo sposobnost in tako naprej. Torej, in ko so bili tam kandidatni listi, kar na lepem ustane dve predstavnici Švice. Pa pravita, ta ime Veličkovič je v redu. Prav sem, ona je veliko boljša v terapiji kot on. To je bila Skandinavija. No, sedaj pa Hamad. Veste, da je Hamad slavno mesto Abucene. Avicena, to je slavni filozof in matematik in zdravnik in tako naprej, ga cenijo povsod, to je res cenjen. In torej z možem sva potem, ko smo imeli v Teheranu predavanje, smo bili povabljeni tudi v druga mesta. In Hamad je zelo veliko mesto in zelo zanimivo mesto, staro mesto. In je bila ena krasna predavalnica, v eni stara stavba fakultete v Hamadu. In moja tema je bila, da razložim, kaj je to razvojna nevrološka obravnava. Ker to sploh ni enostavna tema za razlagati. Jaz to velikokrat praktično tudi pokažem. In potem sem hotela pokazati, kako otroku daš čutno gibalno izkušnjo. In seveda, jaz sem strogo spoštovala predpise, moram reči, da sem bila navdušena nad Iranom in nad njihovo izobraženostjo, 70% ženske fakultetno izobraženih, tako naprej, krasno, ampak tiste njihove mule so pa grozne. Ampak, torej, in potem jaz tako stojim na odru in potem... Ne, čakajte, ker spuste še. No, pa dobro. In potem hočem to pokazati, kako to prenesem na otroka, čutno gibalno izkušnjo in vzorec gibalni. In vzamem stol in potem seveda takole bližnjega auditorija, potegnem, torej prosim, ali ste toliko ljubezniva, če lahko k meni pridete, ne, vi se nazaj usedla. Sam povejte, vi mi samo sledite. In sem rekla, lepo prosim, torej se boste vi lepo usedel v moje naročje. Sedite se. Torej, in zdaj, če vi kaj delate, župan, nič ne delate, na meni ležite. In zdaj, če pa jaz ostanem, zdaj sem pa vaša, zdaj ste pa vi svojo lastno težo podprl, a drži tako? No, in zdaj sem jaz dvignila eno nogo in kaj sem naredila? Vam sem težo porinila sem, kaj pa vi ste mogli? To težo prevzeti, jo držati in če zamižite oči, čutite, da držite težo. Torej, to je način, kako tudi starši, hvala lepa. Zdaj si pa predstavljate. Iran, na eni strani so sedeli moški, na drugi ženske in jaz, da grabem ta prvega moškega pred mano.
In v dvorani je bila grobna tišina. In začne gledati, potem se pa ozrem proti mojemu možu, sem prestrašena, on se pa reži kot pečen maček. Da si ženska dovoli vzeti naročje moškega pred auditorijem in to je bilo tako narodno. In moram reči, da sem se potem globoko opravičevala in sem rekla, naj oprostite, da me je zaneslo v svojem zagonu predavateljice in da nisem to za nalašč naredila, da me lepo oprostijo, ampak resnično me je bil sram. Zato, ker nisem upoštevala principov njihovega socialnega in kulturnega okolja. To je to za dan žena. Dobro, doktor Veličkovič, prav lepa hvala tudi za to demonstracijo. Predvidevam, da si bo gospod župan to zapomnil pri prenašanju teže iz leve na desno, ki je velikokrat potrebna tudi v političnem življenju, ampak bistvena je pa poravnava. Če uporabim vaš izraz. No, ker nas čas že malo priganja, bi pa še enkrat za konec povabil glasbenike Glasbene šole Škofja Loka, ki nam bodo odigrali še priredbo Denisa Kokalja in sicer skladbo z naslovom Aqua de Beber. Prosim.
Hvala lepa kitaristom, ki so z glasbo prijetno zaokrožili današnji praznični večer. Večer, ki so ga v poklon ženskam pripravili Škofjeloška občina, Območni javni sklad za kulturne dejavnosti, Zavod 973 in knjižnica Ivana Tavčarja. Hvala lepa za izjemen pogovor in za krasen večer, pa velja tudi primariki Tatjani Dolenc-Veličkovič in Matjažu Erženu, direktorju Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja. Zaslužite si še en aplavz. Se veste, kako pravijo, ne? Vsega lepega je hitro oziroma prehitro konec. Ker pa današnjega večera ne želimo prehitro končati, smo željo, da bi ga še malce podaljšali, pripravili prijazno povabilo na ogled razstave Črte in črtice, Dobimo se s kvačko ter Oblikovanje z glino. Pa pripravili tudi eno manjše presenečenje s povabilom, da si vzamete danes čas za klepet in prijetno druženje, ter se tudi na ta način skupaj z nami poklonite našemu dnevu, dnevu žensk, s katerim obeležujemo dan ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk, pa tudi dan, ko se spomnimo na to, da je biti ženska nekaj lepega, da je to hkrati poslanstvo in privilegij. Lep večer še naprej.